Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Se mi zdi, da sem to zdaj ful smešno rekla. Glavnem, danes imam za vas video o mojem iPhonu. Takoj, ko sem objavila, da sem ga kupila, ste me že spraševali, če bom naredila what's on my iPhone in vse o mojem telefonu in bom. Ampak najprej gremo na unboxing, če vas pa to ne zanima, pa lahko kar preskočite na tukaj in boste gledali video spet, ko se jaz pojavim. Zdaj vam pokažem. Ta ovitek izgleda malo umazan, ne vem zakaj, moram ga počistiti, ampak izgleda tak packas. Pa pač enostavno, pa tako pogledaš ni bad, sam tu ta luč in to naredi kar krizno situacijo. Zdaj vam pa telefon pokažem. Moj telefon torej zdaj je iPhone 12 Pro, prej pa sem imela 11-ko navadno, zdaj imam pa pač Proja. Ful sem hotela Pro Maxa, ampak komaj novembra bil izdan zaradi tega, korone, itd. Me je bilo preveč strah, ko so prišli Proji, sem bila tak, jaz bom imela ta telefon, ker moj ata hoče imeti mojega starega, oziroma ga je zdaj že dobil, tako da sem bila tako, ok, bomo to čim prej izrihtali, da bo tudi on imel telefon. Je grafitne barve, torej je črn, se vidi na videu, ampak je pač meni je ful lep, alo, meni je to tak lepe barve. Jaz ne znam razložiti, jaz bi ga skozi gledala, zdaj sem si naročila še en prozorn ovitek, da ga bom lahko videla skozi. Ta pa je ovitek ta od Apple-a. Če se sprašujete, kaj je ta krogec, iPhone 12 imajo zdaj ta MagSafe, ne vem, če ste kaj gledali, če spremljate, torej da se pač magnetno lahko polni. Razlika je ful v obliki, torej zdaj je taka kockasta oblika proti lanski, ki je bila malo bolj ovalna, vam spodaj linkala moje video o prejšnjih telefonih, si lahko pogledate. In ko daš gor, javi, da je kao MagSafe. Torej, ko se telefon odklene, čekajte, se mora nekaj tako sesne. Ko se telefon odklene, je na Face ID, tako da vam zdaj ne bom tega kazala. Na prvi strani, oziroma to, ko swipnete levo, ko je zdaj na novo, torej imam prvo kalendar za pač ta mesec, da bi se to... Oh my god! Shut up! Ok, glavnem, vidite, da jaz in True Crime, I don't know, kak smo mi prijatelji, ker jaz se tako bojim. Moj fant je iz fucking komparnice prišel glava, je meni potisnil in jaz sem umrla skoraj. No, se mislim, ker jaz sem umrla skoraj, že je bilo creepy. What the fuck? Potem imam remindere, zdaj trenutno nimam ful dosti, ampak pol imam baterijo spodaj, ure in telefona in pa kako se že temu reče, screen time, torej koliko sem poprečna na dnevo, ne bomo gledali mojega poprečnega brez zveze. No in pol imamo moj main screen, zdaj itak, mislim, ne vem če veste, po mojem veste, da pač ne izgleda tak aplikacije. No torej, in pol je tu prva stran, zdaj prva stran ne izgleda tak, mislim ne izgleda tak aplikacije, to sem si jaz sama uredila, ampak o tem bo prišel prav posebej video, da vam vse pokažem, kako se naredi, ker ne bom zdaj tukaj vam še to kazala, sploh če vas ene ne zanima. Torej, prvo imam tukaj današnji datum, potem imam kamero, galerijo, Netflix, App Store,
Music, Settings, Mail, Pinterest, Instagram, GoodNotes, YouTube, kalendar, uro, pa aplikacijo za uro, potem pa imam Files, pa Take a Break, je v bistvu nek shortcut, da če kliknem na njega, je v bistvu za 25 minut bi mi telefon torej bolj kot ne disablal, da ga ne morem uporabljati. To je načeloma za učenje, ampak še nisem uporabljala. Ampak sem najdla med shortcutki, ker je ful zanimivo. In to je ta stvar, kako se v bistvu naredi tale home screen preko teh shortcutov. Ampak, da vam kar spoilam, bomo Netflix odprli. Kljub temu, da je Netflix aplikacija, ima drugačno ikonico. Ko klikneš na njega, gre prvo na shortcut in potem ti odpre Netflix. Tako da to je ena taka stvar, ki če hočete vi imeti tako kao ozadje, oziroma če hočete imeti čist personalizirano, je to ena mala zanka, na kateri se lahko vlovite. Torej aplikaciji vam posebej ne bom kazala, edino te, ki pač niso tako standardne, torej, mislim Pinterest, verjetno vsi veste, kaj je, ampak Pinterest je v bistvu, sploh ne vem, jaz pač imam tukaj ogromno slik, iščem za torej te ikonce, za inspiracijo, kakršnokoli, od pač vsega, dobesedno tukaj najdeš vse in bolj ti še predlaga recommended za tebe. Zdaj imam ful čudne recommended, ne vem kaj sniska, da mi tak čudne stvari predlaga, ampak okej. Potem imaš Instagram, to verjetno pač vseeno poznate vsaj približno. GoodNotes je v bistvu aplikacija, o kateri sem že verjetno doskrat govorila vam, ampak nisem še odprla tukaj. Kaj je jaz? Jaz bi to mogla imeti. Čakaj, to mi zdaj ni najbolj jasno, ker bi jaz to mogla imeti. Sinka mi, pardon, se mi piše. V glavnem, to je aplikacija, na kateri jaz pišem po iPadu za zapiske, kaj takega, oziroma sam za to uporabljam za zapiske ali pa za YouTube ali kaj podobnega. Potem je ta Watch app, ki verjetno ga ne poznate, če nimate same ure, ampak je v bistvu aplikacija, kjer si nastavljaš na obraze, pa vse to na tem, na uri. Jaz sem pustila to note, ko ti se spraviš z fucking plaščom za krit. Torej, pol tukaj lahko vidite, menjavam ozadja na uri. In potem imam spodaj še en quote, You are the sun. To je v bistvu tudi iz... Sorry, moja te me kliče. Ja, halo? Zdravo. Čuj, zdaj pa je to... balada. Dobro, Reda. Ja. Adijo. Čau. Torej, ja, pač to je iz Grey's Anatomy, ne vem, če ste gledali. Mislim, ne vem, če je ta specifična slika iz tam, mislim, potem nareta, ampak mene na to spominja. Spodaj imam pa telefon, Safari pa Messages. Ja, telefon imam pač tako cute slikico, vsaj meni. Vam bom vse naslednjič pokazala. Pol imam Volt aplikacijo, N26 je moja spletna, mislim, banka. Ja, potem je Nova HBM, ki je tudi moja druga kartica, Notes app, Facebook, Gmail, iMovie, Amazon, Snapchat, kalkulator, Outlook, Messenger, Fitness, Vsko, ena folder, ki ima noter remindere. To je vse v bistvu, ta Unfold je za storije delati. Ga uporabljam za pač kreiranje storijev za Instagram. Zdaj zaenkrat nimam nobenih, ker pač je novi telefon, ampak v bistvu ti sam kreiraš storije, daš stare fotke, tukaj imaš nekaj par pač opcij, kako lahko narediš in zato jaz to uporabljam. Potem imam YouTube studio, ker je pač vse o mojem YouTubeu, analitika, komentarji, vse to je tu noter. Health app imam tukaj, ne vem zakaj realno, ker ga ne rabim. Imam repost, ki sem ga uporabljala, sem dela spino prej, da sem pač lahko repostala poste, zdaj trenutno nisam stoji. Potem imam Influe aplikacijo, ki je v bistvu za ta sodelovanja, za karkoli se lahko prijaviš, jaz načeloma pač redkeje to uporabljam, odvisno kakva stvar je. Potem imam Google Drive in potem imam zadnji dve aplikaciji, ki sta obe nek kao Photoshop na foro, ampak ki še nisem uporabljala, ne vem kako točno delujeta, da vam čist težko kaj pokažem. To vam bom pol dansko kazala, ko vam govorila o telefonu, pa kak se edita v slike, oziroma kak jih jaz editam pa to. Ja, dio.
Tako da ja, pol imam, torej kaj bi vam lahko pokazala? Tukaj v strani imam spet en quote. Tu imam ta to-do list, ki ne gre nikamor. Zakaj ne gre nikamor? Je zato, ker imam tako customizano. In potem imam še Mapse. To pa v bistvu vse. Zdaj, te aplikacije po mojem vsi poznate. A ja, če čujete, kaj perem oblačila. Mislim, da to vse jasno. Outlook je v bistvu, nisem vpisana, ampak je v bistvu Gmail aplikacija. Oziroma mail aplikacija, kjer lahko imate od katerihkoli ponudnikov maile not vstavljene. Teda imam v bistvu 3 mail aplikacije. Od Appla, od Gmaila, pa od Outlooka in vse so za službe bile. Tako da ja. Mislim, da je v bistvu to. Ne vem, če vam še mogo kaj pokazati. Ja, mislim, da te na koncu imam pa to app galerijo, kjer imam pač vse aplikacije. Zdaj trenutno jih imam kar nekaj, ampak nimam realno naloženih še vseh. Oziroma imam vse, ki jih zdaj trenutno rabim. Je zdaj še kakšna aplikacija, ki še nijem naložena, pa bi jo mogla, ampak do tega bomo še prišli. Ja, to mislim, da je to. Če imate kakršnekoli vprašanje glede iPhona, pa ker sem tudi bo objavljen iPad video, če imate kakršnekoli vprašanje glede tega, mi sam spodaj napište, pa bom naredila en skupen video glede Appla, pa vam lahko odgovorim na vprašanja, lahko vam pokažem, kako se customiza telefon, laptop, MacBook, mi je padlo, iPad, karkoli. Vi sam napište, pa je to. Pa ste gledali ta video, upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, ga ne pozabite lajkat. Čekajte. Zdajte se naročiti, pa followajte me na Instagramu. Zdaj se trudim objavljati več, ful več, ampak bomo videli, kako bo to dansko delovalo. Ja.